Mizarska delavnica 7. Nekateri ljudje so tako zelo neumni, da si sploh ne pustijo pomagati, sem potožil. Bajsi se je udobno naslonil in začel pripovedovati. Na majhnem posestvu v predmestju je stalo neugledno poslopje. Hiške z 2 sobama, kuhinjo in tesno kopalnico se je držala majhna mizarska delavnica z nekaj stroji in orodjem. Kljub temu se Jacqueline ni pritoževal, saj so po 2 letih za delavnico 7 vedeli že vsi vaščani. Z delom je zaslužil dovolj, da mu ni bilo treba posegati po skromnih prihrankih. Tega jutra je tako kot vedno vstal ob 6:30, da bi opazoval sončni vzhod. Toda ni mu uspelo priti do jezera. Na poti se je kakšnih 200 metrov od hiše spotaknil ob poškodovanega, okrvavljenega mladeniča. Hitro se je sklonil in prislonil uho na mladeničeve prsi, na mesto, kjer se je globoko v notranjosti srce borilo, da bi ohranilo tistega nekaj življenja, kar ga je ostalo v telesu, ki je zaudarjalo po krvi, umazaniji in alkoholu. Jacqueline je stekel po voziček in mladeniča naložil nanj. Doma ga je položil na svojo posteljo, mu razparal umazana oblačila in ga pazljivo umil z vodo, milom in alkoholom. Mladenič ni bil le pijan, ampak tudi hudo pretepen. Po rokah in hrbtu je bil porezan, desno nogo pa je imel zlomljeno. V naslednjih 2 dneh se je Jacqueline ves posvetil zdravju svojega gosta. Povil mu je rane, z opornico mu je oskrbel zlom ter ga po žlicah hranil s kurjo juho. Ko se je mladenič prebudil, je bil Jacqueline ob njem. Nežno in zaskrbljeno ga je pogledal. Kako se počutiš? Ga je vprašal. Dobro, vsaj tako se mi zdi, je odvrnil mladenič in si ogledoval svoje umito in ozdravljeno telo. Kdo me je ozdravil? Jaz. Zakaj pa? Ker si bil ranjen. Samo zato? Ne, tudi zato, ker potrebujem pomočnika. In oba sta se glasno zasmejala. Potem, ko se je najedel in naspal, ter bil nekaj časa trezen, si je Manuel, tako je bilo namreč mladeniču ime, hitro opomogel. Jacqueline ga je skušal naučiti svojega poklica, Manuel pa se je skušal, kolikor se le da, delu izmikati. Jacqueline se je vztrajno trudil, da bi mladeniču, ki ga je pokvarilo razuzdano življenje, ubil v glavo prednosti dobro upravljenega dela ter poštenega in urejenega življenja. Videti je bilo, da Manuel vse razume, a je že čez 2 uri ali 2 dni zaspal ali pozabil na nalogo, ki mu jo je zaupal Jacqueline. Minili so meseci. Manuel se je povsem opomogel. Jacqueline mu je odstopil večjo sobo, dal mu je del dobička in mu prepustil prvo izmeno v kopalnici, v zameno pa mu je moral obljubiti, da se bo posvetil delu. Nekega večera, ko je Jacqueline spal, se je Manuel odločil, da je bilo 6 mesecev vzdržnosti dovolj.
Mislil si je, da mu kozarček v vasi ne more škodovati. Za vsak primer, če bi se Jacqueline prebudil, je od znotraj zapahnil vrata svoje sobe ter zlezel skozi okno, svečo pa pustil prižgano, da bi bilo videti, kot da je doma. Prvemu kozarčku je sledil drugi, temu tretji, pa četrti in še veliko. Ravno je prepeval s svojimi pivskimi tovariši, ko so mimo krčme s sireno pripeljali gasilci. Manuel tega ni povezal s hišo, kjer je živel, vse dokler se ni obzoril opotekaje odpravil domov in tam zagledal množico ljudi. Le nekaj golih sten, strojev in orodja se je rešilo pred požarom, vse drugo je uničil ogenj. Našli so samo 4 ali 5 Jacquelinovih zaoglonjenih kosti. Na pokopališču so jih pokopali in pod nagrobnik, na katerega je Manuel dal napisati naslednje besede: Ne bom te razočaral, Jacqueline, ne bom te razočaral. Z veliko truda je Manuel spet zgradil mizarsko delavnico. Res, da je bil len, toda to, kar se je naučil od Jacquelina, mu je pomagalo, da je obdržal posel. Čutil je, da ga Jacqueline od nekod vedno gleda in spodbuja. Vsakič, ko se mu je kaj posrečilo, se je spomnil nanj, ko se je poročil, ko je dobil otroka, ko je kupil svoj prvi avto. 500 kilometrov stran se je Jacqueline živ in zdrav spraševal, ali je bilo prav, da je lagal, goljufal in zažgal hišo samo zato, da bi rešil nekega mladeniča. Odgovoril si je, da je bilo vredno, ter se nasmehnil ob misli na vaško policijo, ki je prašičje kosti zamenjala za človeške. Njegova nova mizarska delavnica je bila malo skromnejša od prejšnje, a so jo vseeno poznali že vsi v vasi. Imenovala se je 8. Demijan, včasih je težko pomagati tistemu, ki ga imaš rad. Toda vseeno, če je kaj vredno truda, je gotovo to, da pomagaš bližnjemu. To ni nobena moralna obveza ali kaj podobnega, temveč življenjska odločitev, ki jo lahko ob svojem času in na način, kot se mu zdi primeren, sprejme vsak. Iz lastnih izkušenj vem, da je človek, ki je svoboden in pozna samega sebe, velikodušen, solidaren, prijazen in sposoben uživati tako v dajanju kot v sprejemanju. Zato ne zaničuj ljudi, ki ne vidijo dlje od svojega nosu. Dovolj težav morajo imeti že sami s sabo. In vedno, kadar samega sebe zalotiš pri nizkotnem, potuhnjenem in drobnjakarskem početju, se vprašaj, kaj je s teboj narobe. Gotovo si nekje zgrešil pot. Nekoč sem zapisal: Nevrotik ne potrebuje terapevta, da bi ga pozdravil, in ne očeta, da bi pazil nanj. Potrebuje samo učitelja, ki mu bo pokazal, kje je zgrešil pot.